Sobotno dopoldne so v turističnem društvu Hraše izkoristili za prav posebno delovno akcijo. V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov so se lotili čiščenja okolice Hraškega bajerja. Torej danes tukaj v Hrašah čiščenje okoli Hraškega bajerja. Kakšen projekt sploh je to? Poimenovali smo ga, ker sem frajer, čistim Hraški bajer. Želeli smo se vključiti v Evropski teden zmanjševanja odpadkov in smo tudi prijavili akcijo, tako da je to ena izmed 88 akcij, ki v tem tednu potekajo v Sloveniji. Očistili bomo bajer, tamle malo pospravili japonski dresnik, kar se bo dal izruvati. Malo je tudi izobraževalno vzgojni. Imamo otroke iz osnovne šole Simona Jenka v okviru predmeta biologija in narava, ne vem točno imena. Zanjo imamo tudi pripravljen potem učni listič in delovno učni listič. Tako da zdaj bomo očistili bajer, potem se bomo malo predstavili nastanek bajerja. Tu se vsako leto sprehaja več okoliških prebivalcev in pa tudi turistov, posledično pa je tudi smeti vedno več. Ja, seveda se to pozna, naši člani vse leto kar pridno skrbijo za okolico. Sprehajalcev je res vsako leto več, je pa problem, največji problem tega bajerja je lastniška neurejenost. Je v privatni lasti, tako da nimamo kaj dosti možnosti urejanja ali karkoli, ja, predvsem sprehajalnih poti ali nobene infrastrukture v bistvu ne moremo urediti, ne. Otroci pa so v času akcije v Domu krajanov ustvarjali iz odpadnih materialov in spoznali plastenko Nevenko. Danes v bistvu ustvarjamo takšne ležabice. Zato, ker kot veste, v Hrašah je veliko žabic in sem se zato odločila za delavnico takšnih žab. Ustvarjali bomo pa tudi takšne ptičje hišice. Zdaj se približuje zima, in se nam zdi to prava priložnost. Delali bomo pa v bistvu iz odpadlega materiala, da vidijo tudi otroci, kaj se da iz tega narediti. Torej poudarek na tej trajnostni, zeleni prihodnosti. Kako pomembno se vam zdi, da otroke o tem ozaveščate? Ja, seveda zelo pomembno, ne sploh zdaj, ko je treba res skrbeti za čisto okolico. Zato smo tudi v bistvu uporabljali tole ostanke toaletnega papirja in pa embalaže od mleka. In kako kaj otroci poznajo, razumejo, kaj je to recikliranje? Tukaj so kar majčkini otroci. Ste se kaj na začetku pogovarjali? Ja, smo se pogovarjali, so kar razumeli pomen, torej ponovne uporabe. Bomo pa na koncu tudi prebrali v bistvu neko zgodbico Plastenka Nevenka. Gre za poučno zgodbo, ki na otroški način pojasni pomembnost ločevanja odpadkov in recikliranja. Druženje so vsi sodelujoči zaključili s pečenim šmornom in toplim napitkom.